Lepo pozdravljeni z Univerze v Mariboru, kjer bova nekaj besed okrog vpisa v prvem roku spregovorila z rektorjem univerze, doktorjem Zdravkom Kačičem. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Pravzaprav pa glede na to, da je slogan Univerze v Mariboru Ustvari si prihodnost, morda na začetku tega, katere so prednosti torej Mariborske univerze, zakaj naj bi si bodoči študenti ustvarili prihodnost prav tukaj? Ja, prednost zagotovo vidimo v kakovostnih študijskih programih. Univerza v Mariboru je kompletna univerza, kar pomeni, da pokriva tako tehnično-naravoslovne, kot tudi družboslovne in humanistične študije. In kakovost teh študijev se dokazuje tudi preko mednarodnih lestvic, kajti Univerza v Mariboru sodi med 5% najkakovostnejših univerz na svetu. Ob kakovostnih študijskih programih izvaja tudi kakovostno znanstveno-raziskovalno delo in kar je pomembno, ima utečen mehanizem vključevanja študentk in študentov v znanstveno-raziskovalno delo, kar pomeni, da imajo dejansko študentke in študenti priložnost že tekom študija pridobiti dodatna znanja, ki jim seveda potem omogočajo, da tako kot pravi slogan, si ustvarijo tisto prihodnost, ki si jo želijo in seveda, to je pa treba reči, za katero se tudi potrudijo. Kateri pa so razlogi oziroma kakšne so res poglavitne prednosti še poleg tega, kar smo naštela, študija na Univerzi v Mariboru? Ja, zagotovo ob tem, kar ponuja univerza, je pomembno sama kot takšna v povezavi z študijskim programom, je pomembno tudi, kaj ponuja okolje. Torej, univerza zagotovo skupaj z študentskimi domovi in univerzitetno knjižnico zaokroža ponudbo vsega, kar študentke in študente potrebujejo pri svojem študiju. Še posebej, kar zadeva nastanitvenih možnosti v študentskih domovih, imamo v Mariboru najugodnejše pravzaprav razmere, pa ne samo to, tudi velika večina študentskih domov je obnovljeni, sodobno opremljeni in ponujajo dejansko visok standard bivanja študentkam in študentom. Seveda Maribor kot mesto pod Pohorjem, z reko Dravo, z vinorodnim pravzaprav okolišem ponuja obilico možnosti tudi za obštudijske dejavnosti v našem univerzitetnem športnem centru in tudi sicer obstaja veliko priložnosti za študente, da se tudi obštudijsko aktivno udejstvujejo. Ne nazadnje pa vpetost univerze v mednarodni prostor preko programe Erasmus+, kjer v letošnjem letu prihaja na univerzo več kot približno 900 tujih študentov, omogoča študentkam in študentom, da nekako s druženjem z temi študenti tudi stkejo nove vezi, ne nazadnje pa se tudi sami odločijo in se odpravijo v katero izmed evropskih mest, partnerskih univerz, jih je okrog 500 v Univerzi v Mariboru in lahko del študija opravijo tudi tam. No, se pa Univerza v Mariboru lahko pohvali z številnimi dosežki in pa konec koncev tudi številnimi projekti, ki vas tudi na nek način uvrščajo v sam vrh, pravzaprav kateri so tisti, ki so nekako najpomembnejši in ki tudi na nek način promovirajo univerzo, vsaj v zadnjem času. Res je, za ustvarjanje prihodnosti je seveda pomembno, da je okolje, v katerem si želite to prihodnost ustvariti, okolje velikih možnosti in potencialov. In Univerza v Mariboru, okolje, v katerem deluje, to zagotovo je. Zelo veseli in s ponosom se zmeraj obračamo na dosežke naših študentk in študentov, ki so skozi leta z vpetostjo v znanstveno-raziskovalno delo na svojih fakultetah dokazovali vrhunske rezultate, ne samo na nacionalnem, ampak tudi v mednarodnem prostoru. Prav tako naše raziskovalke in raziskovalci zelo intenzivno delajo v mednarodnih projektih, prav tako pa tudi za domačo industrijo. Projektov je zelo veliko in bi težko izločil zdaj ali pa izpostavil kakšne posebej. Vsekakor pa je najbolj odmeven
Ta, ki je praktično pred nami, to je izstrelitev nanosatelita v drugi polovici meseca marca, kjer je predvsem pomembno to, da je znanje v veliki večini znanje naše univerze in ne samo to, da je to projekt, ki je skozi leta iz študentskega projekta prerasel v resen industrijski projekt, ker se je ob tem razvila tudi slovenska industrija, kjer gre praktično v veliki večini za tiste ključne tehnološke rešitve, ki so plod našega slovenskega, lahko rečem tudi v veliki meri znanja Univerze v Mariboru. To je zagotovo zelo pomemben projekt, ki nas umešča v mednarodni prostor kot prepoznavno univerzo in ne samo to, tudi kot državo, ki bo pravzaprav se pridružila družini držav, ki obvladujejo vesoljsko tehnologijo. Še posebej pa sem vesel, ker se ta projekt nadaljuje v novo misijo, ki bo tudi v relativno kratkem času postala aktualna in ki nas še bolj umešča med pravzaprav najeminentnejše znanstveno-raziskovalne ustanove v Evropi, saj skozi ta projekt tudi navezujemo zelo tesne stike s temi ustanovami. Vse to je pomembno, kajti to pomeni, da imajo študentke in študenti možnost in priložnost se z vsemi temi znanji srečati, si jih tudi seveda osvojiti preko vključevanja v znanstveno-raziskovalne projekte in pravzaprav na osnovi tega ustvariti tisto, kar nas tudi slogan pravi, svojo prihodnost. Tu bi morda veljalo izpostaviti tudi to, da je sicer res, da v prvi vrsti gre pri satelitu za tehniška znanja, pa vendarle so to tako obsežni in multidisciplinarni projekti, da se znotraj tega praktično najde paleta projektov, ki segajo tako od družboslovja, humanistike, medicine in praktično so to takšni integrativni projekti, ki pravzaprav vsem članicam ponujajo možnosti, da se v njih vključujejo in preko tega seveda tudi študentke in študente pridejo v stik z temi znanji in znanji z svojih področij. Je pa sicer Univerza v Mariboru močno vpeta tudi v mednarodno sodelovanje, torej v mednarodno okolje, ne le na področju Erasmusovih projektov oziroma Erasmusovih izmenjav, ampak tudi sicer, katere lahko izpostavimo. V kakšni smeri torej? Ja, zagotovo je mednarodno sodelovanje večplastno. Pravzaprav tukaj univerza deluje na eni strani na področju znanstveno-raziskovalnega dela v okviru evropskih projektov, se pravi tistih najeminentnejših Obzorja 2020, ta trenutek in kasneje tudi se pravi Obzorja Evropa. Zakaj je to za nas pomembno? Zaradi tega, ker s tem naši raziskovalci ne samo sledijo znanjem v Evropi in svetovnem merilu, pač pa tudi so ustvarjajo. In ta znanja kopičimo na univerzi in ta znanja so potem na voljo tako študentkam in študentom, kot seveda tudi okolju, v katerem univerza kot takšna deluje. Po drugi strani je univerza zelo aktivna tudi na področju regijskega povezovanja. Delujemo v različnih povezavah, tako alpsko-jadranske kot tudi podonovske strategije. Sodelujemo z univerzami bivše, torej naše skupne države, južne in jugovzhodne Evrope. Tako da vpetosti Univerze v Mariboru v mednarodno okolje je zelo veliko in zelo veliko različnih načinov. Tisto, kar je pa pomembno, pa je, da se preko teh aktivnosti na univerzo stekajo znanja, stekajo povezave, ki so seveda potem tudi na voljo v različnih oblikah študentkam in študentom in jim omogočajo, da se preko tega tudi sami v okviru različnih mehanizmov potem lahko v tem prostoru nekako angažirajo, hkrati pa tudi morebiti kasneje pripravijo za udejstvovanje v teh širših prostorih v času svojega profesionalnega življenja, začasno ali pa tudi za dlje časa, česar si pa ne želimo, predvsem slednjega. Kaj pa družbena odgovornost Univerze v Mariboru? Kakšna je njena vloga?
Ja, na Univerzi v Mariboru se zelo dobro zavedamo, da ni naša naloga zgolj izobraževati, raziskovati, vzgajati odlične diplomantke in diplomante, pač pa je naša naloga širša. Univerza ima pravzaprav 3 poslanstva ob izobraževanju, raziskovanju, tudi poslanstvo prenosa znanja v okolje. V okviru tega se zavedamo naše širše družbene odgovornosti, zato se v zadnjih 2 leti še posebej intenzivno udejstvujemo na tem področju, povezujemo tako z lokalnimi skupnostmi, torej zelo dobro sodelovanje imamo z županom Mestne občine Maribor, kot tudi z župani okoliških občin in pravzaprav celotne vzhodne kohezijske regije, kjer ponujamo oziroma smo praktično zdaj v končni fazi izdelave tako imenovanega koncepta inovacijskega središča Univerze v Mariboru, ki pa ima bistveno širši pomen za okolje, saj sledi osnovni ideji razvoja vzhodne kohezijske regije, ki za razliko od sedanjega razvoja zadnjih 15 let, ko je bila ideja nadgrajevati obstoječe razvojne potenciale, mi menimo, da je nujno delovati v smeri, da se razvojni potenciali umeščajo v lokalna okolja. To seveda pomeni, da je to osnova nekako decentralizacije Slovenije, zato ker se v lokalnih okoljih vzpostavljajo okolja, ki so, če gledamo stališča industrije, visokotehnološka ali pa vse tista, ki pomenijo ustvarjanje visoke dodane vrednosti in omogočajo, da ljudje lahko delujejo v lokalnih okoljih, hkrati pa tudi, da krepijo ta regionalni vidik, ki na dolgi rok vsekakor pomeni pomembno dodano vrednost tudi za celotno državo. Tukaj moram reči, da smo z intenzivnim sodelovanjem vzpostavili eno veliko mero medsebojnega zaupanja z lokalnimi skupnostmi in da vsi skupaj razumemo, da je to tista pot, po kateri moramo v prihodnje delovati še naprej, da bo tudi vzhodna Slovenija naredila v prihodnje pomembne razvojne korake naprej in ne zaostajala za zahodno kohezijsko regijo, tako kot je v zadnjih 15 letih. Sicer pa Univerza v Mariboru ima 17 članic, ki pa niso locirane samo v Mariboru, ampak so pravzaprav na nek način razpršene skoraj po celotni Sloveniji, se pravi tudi Celje, Kranj, Brežice, Velenje in tako dalje. Pravzaprav je to dobro in zakaj? Ja, lahko bi rekel, da je to ena specifika ali posebnost Univerze v Mariboru, da pokriva bistveno širše področje, kot pove samo ime, kar pa mi razumemo kot izrazito prednost. Prednost zaradi tega, ker lahko preko tega dejstva Univerza v Mariboru pravzaprav posreduje vse svoje potenciale v posamezna lokalna okolja, kjer delujejo njene članice, torej posamezne fakultete. Hkrati pa je prednost tudi ta, da lahko, vkolikor študente prepoznajo vsebine, ki jih ponujajo posamezne fakultete, omogočimo velikim študentkam in študentom tudi, da študirajo v svojem domačem okolju. Seveda pa tudi drugim, ki se odločijo za študij, gredo v druge kraje v Sloveniji in tam študirajo na Univerzi v Mariboru. Ta vidik je še posebej pomemben pri konceptu, ki sem ga pravkar omenil, torej Inovom, kjer so prav te fakultete pravzaprav nosilke iniciativ za ustvarjanje tako imenovanih kolokacij, kjer se potem razvijajo posamezni razvojni, raziskovalni potenciali, seveda v tesnem sodelovanju in na pobudo posameznih industrijskih partnerjev, ki v teh lokalnih okoljih delujejo in jim s tem pravzaprav omogočamo, da lahko dosežejo dodaten razvojni zagon, ki jim omogoča uspešnejše delo tudi v prihodnje. Sicer pa sva že na začetku omenila, da so prednosti študiranja v Mariboru oziroma konkretno na Univerzi v Mariboru tudi te, da je
zelo dobro poskrbljeno, tudi kar se tiče bivalnih pogojev za študente. Namreč pod vašim okriljem delujejo tudi študentski domovi in seveda kar nekaj prednosti je, a ne? Tako, glede na število študentov Univerze v Mariboru in glede na število razpoložljivih postelj, ki jih nudijo študentski domovi, imamo v Mariboru zagotovo najugodnejše razmerje. Moram pa izpostaviti tudi to, da v preteklih 5-6 letih bilo izjemno veliko investicij v obnovo študentskih domov, ki so bili ali obnovljeni ali na novo zgrajeni in ki ponujajo visok standard bivanja. To je posebej pomembno zaradi dejstva, da je danes zaradi pojava različnih platform, kot so Airbnb, seveda tudi število zasebnih postelj omejeno in z ponujanjem takšne infrastrukture ima Univerza v Mariboru zagotovo eno dodano vrednost. Seveda se trudimo zagotoviti podobne razmere tudi na drugih članicah, ki niso v Mariboru in menim, da je tudi na teh članicah v večini primerov tako dobro poskrbljeno kot v mestu Maribor. In zato menim, da je zagotovo tudi to eden od vidikov, ki jih je potrebno upoštevati pri odločitvi, kam in zakaj na Univerzo v Mariboru. Kaj bi na nek način svetovali študentom ali pa jim priporočali, vendarle, kako izbrati pravo fakulteto, torej članico Univerze v Mariboru? Zavedamo se, da je pravzaprav izbira fakultete življenjska odločitev posameznika in zato potrebuje ustrezno pozornost, potreben razmislek. Sam bi predlagal, da se ta razmislek začne bistveno prej kot teden ali nekaj dni pred informativnim dnevom. Začne se pravzaprav naj že v osnovni šoli, v srednji šoli, kjer je ključno to, da si vsaka posameznica, posameznik dovoli razviti svoje potenciale pravočasno, zato da takrat, ko se mora vprašati, kaj bom v življenju počel, torej na katero fakulteto naj se vpišem, ko bo prisluhnil sebi, razumel, kateri so njegovi potenciali in kaj ga pravzaprav zanima. Opažamo, da je današnji največji problem pravzaprav ta, da se vse prehitro znajdejo pred odločitvijo, da se je treba odločiti za določeno fakulteto, brez da bi skozi leta svojega študija pravzaprav o tem razmislili in dovolili, da razvijajo tiste potenciale, ki bi jim povedali, kaj si pravzaprav želijo in kaj jih veseli. Zakaj temu tako? Zato, ker so današnje generacije bistveno več časa vpete v ta družbena omrežja, ki pa jim tovrstnih možnosti ne ponujajo, jih zelo usmerjajo, velikokrat tudi v čisto potrošniške zadeve in zato bi svetoval, da tako starši kot tudi bodoči študentke in študente razumejo problem, ki je pred njimi, ko se o tem odločijo in si vzamejo čas bistveno prej. Vkolikor pa seveda je za to že prepozno, pa je zelo pomembno, da si zelo dobro pregledajo informacije o študijskih programih, da so se udeležili informativnih dni, kajti ti jim veliko povedo, čeprav ne vsega, in da potem razmislijo tudi o dejanskih možnostih zaposlitve, morda tudi koga z izkušnjami povprašajo. Pomembno pa seveda je, da posvetijo temu dovolj časa, da sami sebe izprašajo, kam in zakaj, in na koncu potem ugotovijo in se odločijo. Najlepša hvala za vse te izčrpne informacije. Vi, dragi bodoči študenti in študentke, pa seveda izberete tisto svojo pravo pot.